z Martinom govoril, pa še z enim Igor svoje zgodbe ni nikoli povedal podrobno, ne? Naj bi ene določene drobce tu pa tam, zdaj jaz kot nečak njegov, kot tist, ki sem mu sledil tudi potem naprej še po njegovem spreobrnenju, ki je bilo tudi izvir mojega spreobrnenja in mojega duhovništva, lahko vam povem malo bolj podrobno vse skupaj, kako je šlo. Kot prvo samo za uvod, da Igor verjetno ni pravil več te zgodbe svoje, ker od začetka smo jo vsi govorili, zelo ponosno. Pa tudi, če smo slabe reči govorili odprej, se še spomniš, da smo zelo ponosno govorili, ko smo bili pokvarjeni. Zdaj pa to že zgodovina, je že toliko od tega, da ne veš več, je res bilo. Iz tega vidika verjetno tudi Igor ni več tako podrobno to govoril. Tudi jaz, če moram tam jed govoriti, da me kdo povabi še z tistih časov, ko me poslušal, že sproti študiram, pa da se ne izmišljam, da ne bom odgovarjal, zdaj, ko pridem pred Boga, da sem se hvalil, ko pa da začneš govoriti, kako z delo neumnosti, kot najstnik se hvali s tem, ne? Ma kako star tu govoriš, če prav kot govoriš pričevanje, tudi imaš že vse, da se hvališ, ne vem. Verjetno z tega vidika. Zdaj ta evangelik je bil danes, ne? Tle bom povedal en drog stucarat, zdaj ta pridemo vse vezi z Igorjem, ne? Pri Igorju sem prvič slišal pridke. To lahko rečem. Do takrat je bila pridka tisto, ko si se usedel in čakal, da spet postaneš. Kaj je bilo vmes, nikoli nisem imel pojma. A slišal, dosti krat mama pa tata doma, lih za tebe je bilo. Ja, vidiš, dobro. Pojma nisem imel. Pri njemu pa si ga poslušal od začetka do konca in čakal, kako se bo nadaljevalo. In prav tu se spomnim tudi, kako je enkrat razlagal, bom ponovil, ima samo en drobec, kako je Peter vprašal Jezusa, kolikokrat naj oprostim. Do 7-krat, se ga spomnite, Igor, to govoril, gledal Peter opo. Ne? Da bo čaka zdaj, ko mu pohvala. Ne? Kako bo rekel Jezus, ali pa 7-krat se bo, ali pravi, vidiš. Drugi ne bi pomislil toliko, ne? Ti pa si. In pole ne, do 70-krat, 7-krat, pa je Peter sedel do srdeč. Spet ni imel prav, kot nikoli, ne? Pred Jezusom. Smo rekli tudi na konci Igorju, ko boš prišel pred Boga, so mu rekli eni, se boš verjetno skrival Jezusom, ne? Z Jezusom, po tolikih molitvih, da te ni ozdravil. Hočete biti, da se bom. Ma na koncu itak malo ne prav, bom mogel mu dati prav. Vem, da sem mu jaz dodal ne, ko boš prišel govor. Se bo skrijal z njim, kad te ni poklical že takrat, ko si prvi zbolil za zlatenco, ker on je tako lepo. Koliko cajta bi lahko že to užival? No, to so besede. Zdaj gremo na to Igorjevo pot, ki je zelo, zelo zanimiva bila. Kot pravim, prvega duhovnika, ki sem ga poslušal, sem vedel. Zdaj pa vidim, da je to takih duhovnikov, zdaj ne vemo, takrat noben ni bil tak. Ne vem, tisti, ki sta starejši kot jaz, na svoje čase sta slišali kakšna duhovnika, ki pride. Ali je bilo kakšna komedija, ki kaže po televiziji, bolj en glas, pa tisto in tako. Ne vem. V glavnem, Igor se je rodil leta 44. Veste to? Se pravi, se je rodil, mi rečemo, proti koncu, ma takrat se ni vedel, da bo konc. Takrat so verjetno mislili, da ne bo kul konca. Druga svetovna vojna. In če se rodil v taki vihri, pred njegovim rojstvom, recimo je že en brat njegov padel v vojni, moramo razumeti, da najbolj svetniška mama si v takem času ne želi otroka. Ne? Najbolj svetniška mama, naša nona, njegova mama, naj bi bila
11, že potem se nekaj pokaže. Naj bi se rojelo 3 dni, ker otrok, da naj bi čutil, da ni zaželen. Nezaželen drugače, drugače je bil toliko starejših bratov in sester, sigurno, da je bil malo tudi razvajen, ne, potle, naprej, zaradi tega, ampak to je hočeš nočeš, ne. Imam nečakinjo, ki je 5, do 3 let je kumi stopila na novo, pa so vsi pulce z nje zdaj tako razvajeno, da ima drugače pa simpatično, no, in naj bo tisto jo reševalo. V glavnem, to se je pa Igor, tako jo govoril, potem nekaj poznal v življenju. Potem je bil drugi veliki šok. Če se ne motim, je imel 5 let, ko je mama umrla, nova. Mama moja imela tam nekaj 10 let, takrat. Lahko rečemo, takrat, ko najbolj potrebuješ tu mamo, ne? Pole pa je, da pride obdobje, ko se potrebuje očeta še toliko bolj. Ne vem, tu veste vi bolj, kot jaz, kar se spominjam, ker sem jaz bil v družini. Tako da to je bil en zelo velik šok v njegovem življenju. Tudi tako se je dogajalo, da recimo, če je kako neumno naredil in da so haloveli vsi bratje in sestre, da ga pedijo bolj domov, je pa navada splezil nekak zid in tam na vrhu zida začel ves glas klicati mamo, takrat so se vsi ustavili. In dostikrat recimo tudi zaradi, to je pravo, to se je zelo spominjal, prav zaradi enega dogodka, kako povedal, je dostikrat šel na drev, na sred vasi, gornje Nekovo, če ste bili kdaj, tam, kjer je bil rojen, in tam na drevu je bil, opazoval dol, ko so ga iskali. In se ni oglasil. Ampak zbiramo v eni misli na malo, že takrat, kot otrok, ne. Moram povedati zdaj, kako se je to rešilo, ker pol bom pozabil sigurno. Je bil na enem seminarju, potem, ko je bil že spreobrnjen, in je rekel, da takrat, ko se je za njega molilo, da je zagledal drevo in zagledal je sebe, kako prihaja dol z drevesa. Kot ena močna osvoboditev, ne vemo, kakih hran, tu dol jih ni definiral, ampak sigurno do precejšnjih hran, ki so se poznali v njegovem življenju. Zdaj, da gremo tam naprej, odločil se je, da bo šel za duhovnika polja, preskočimo pa sta leta šolska te reči, to so mu pripovedovali, koliko poznam v deskih po kanalu njegove sošolce, ma tu ni bilo več tako, običen je bil kot drugi. Poleg je prišel pa konc, da bo šel za duhovnika. Samo enega reveža sprejet za duhovnika, takrat danes samo, da se dojavi, ne? To, če je takojša baraba, da se bo že obrnil, no, in več bo. Danes. Takrat jih je lopuhno, takrat se je lahko zbiral, bolj ugledne. In ko je šel povedati, da bi tu dol šel, ne, ti pa ne. Ja, zakaj ste pa molili za duhovne poklice? Ja, ne za tebe. Tako da mu je rekel župnik, ne. Potem mu je rekel, dobro, če prebereš zeleno knjigo, če tu knjigo prebereš, pridi nazaj in boš šel. Seveda v trdnem prepričanju, da je ne bo prebral. Zvečer je že pa šel nazaj, sem že prebral. Ne? No, potem je šel v semenišče. Tam je imel tudi malo problemov, on je bil tak modern, veste, ne? On je bil že takrat iz srajce pisane, kot otroci cvetja, je bil tako ne? In tudi lase je imel bolj dolge, kadil je takrat kot Turk, tako da je bil prav pravi hitri, rečemo, ne? Tudi, ko je prišel k nam domov, vem, da on pa Bogdan, ko so prišli tu, vem, da je zašel. Že kot majhen, ko se vedel, da bo dilna zavesa kmalu v hiši, ne. In zaradi zaredu dilna zavesa, ne. No, potem pa je postal duhovnik, celo se spomnim, takrat, ko je bila nova maša, so me pazali, en teta, en stric, vem, tudi jaz tam nisem bil, kosila se spomnim tam, tiste ovčke, kaj je bila, veste, naredijo ponovadi tako torto v obliki ovčke, kaj pred župnikom, ste bliže kdaj, se jo spomnim, nikoli se pa sploh ne spomnim na tej. No, in vem, da sem mogel jaz kuhano korenje, ki je za mene še zdaj
če razlagam v Lariji o peklu, razlagam veliki kupi kuhanega korenja. In iskreno povedano, da otroci zelo razumijo. Tako kako, gledajo, kje pa ne. No, v glavnem, postavi duhovnik, lahko rečem, ne me razumeti narobe, izmed vseh dolgočasnih duhovnikov, vse, kar se tiče pridanja po tega, najbolj dolgočasni duhovnik. Zdaj, če ga niste poznali prej, boste rekli, kaj govoriš. Tako je bilo. Zmeram pri njegovih maših, ko sem bil, sem se bal, da me bo na koncu vprašal, kaj sem pridil. In da bomo mogli to obnavljati zdaj. In zmeraj sem študiral po kerih, pa tudi, če sem poslušal, da če bo vprašal, da bi vedel, nisem slišal. Ne? No, potle, ko sem slišal z njegovega pripovedovanja, sem se zastojn bal, da tudi on točno ni vedel, kaj je predel. Tako da je bil strah odreč. Sopne se pa nekaj zgodilo v njegovem življenju. Jaz opišem moj dogodek. Jaz sem bil takrat še malo bomo lepše, bom rekel poštena baraba. No res, bolj baraba, ma tudi poštena. In enkrat sem bil v Piralu v eni gostilni, zaledem notor njega. So si čakali. Tam sproščeno sedel stal pršenko in mešal nek kakao. Predvsem, ki boš, da povej, ki boš, ne? Takrat si jaz bil še zelo suh in Igor je zelo skrbel za mene, da ne bi še skušal, ne? Ker smo šli v Međugorje, to sem 4 dni samo jedel. To je bilo non-stop, pazi, ker zdaj je lahko zadnje, kaj ješ v življenju, ne? No, pole je bilo takačko, pa pazi, ne vse pojesti, in vedem debelo, tako se rekel, no, za ston konju ne bomo gledati zobe, smo to en sladoled, pa še na baklava, pa tako naprej, ne vem točno, kaj je bilo. Potem sem rekel, da pa vidi, kaj je s tabo? Se ti nikoli ni sprašal, so se čakal. Tam zunaj nekje si bil v enem svojem kotu, da je po gostilni pašto nikoli. Ja, je rekel, je začel tako karizmatično govoriti. Nekaj se je zgodilo. Zdaj verjetno da zanima, kaj se je zgodilo. Svoje čase pravim, da je več ne govoril, ne? To je pa 10 centralno, zdaj kaj je bilo. Bilo je tako. Jaz sem bil direktor. Gorenje polje lih čez Sočo. Tam je bil župnik Bogdan Špacapan, njegov sošolc. In Bogdan Saksida, oba z Norberga. Ampak Bogdan Špacapan je bil njih tam doma, zato sem toliko več vedel. Igor je bil pa neko brdi, to jih čez vrhulje, čez Hriga. Bogdan Špacapan je hudo zbolel. In v kleti neke saje, ki je dimnik čisto so šli na njega. In tiste saje te lahko zastrupajo in on bi mogel takrat ali umreti ali pa ostati, ko je na roža. In nekaj je tukaj silno užalostilo, ker je bil njegov najboljši prijatelj. Sošolc, veste, kako je z leti, ne moreš ti novo prijateljstva sklepati, tako. Si nekako s tistimi, ki imaš eno zgodovino. S tistimi lažje nekako, na novo je težko. In Igor takrat, da bi Bogdana ozdravil, je nehal kaditi. Ma nehal kaditi, veste, kako vam povedal. Šibice rabajo na zjutraj, pa še parkrat čez dan. To druga, kar je ne znam. Tudi glas je imel tak, še dodatno, da se ga ne razumelo, pa da bi jo pridil, ne? In alkohol je popolnoma pustil. Ne vem, koliko ga ni bilo, ma očitno, kad pustiš kako stvar, vrata zmeraj hudo. In Bogdan je ozdravil. Še zdaj je zelo dobro župnik. Skoraj moj sosed tle, na Krasu, v Dutubju. Sam Bogdan mu je rekel pole, ko mu je Igor rekel, da je zdravo, kaj je vse njad bez njega, je rekel, ja, dobro, jaz sem ozdravil, ma sedaj smo prav pa ti. Ne? Tako da vidite, ne se bati voditi za drugega. Sedaj pa boste lepo pravi. Ne se bati, samo ne smesta vedeti, da je bosta, ker če ne spet može za sebe. Ne? Mora je res poskrito okrog.
potem so Igorja malo zakopali živci zaradi vsega tega. Toliko cajta brez. In televizijo je nesel iz hiše, še tisto. Že eno od teh reči bi bilo hudo, ne? In potem, tako je en čas trajalo, on se je držal vsega tega, ampak je rekel malo nervozen. A ne malo, na momentu verjetno dost, rekel je malo. Potem je zvedel, da so ene duhovne vaje in da tam na tistih duhovnih vajih pa morajo na tak način, da ozdraviš. Njegov prvi stik s prerovom. Na teh duhovnih vajih je bil takrat ta glavni, je bil še dober, poleg tako je rad slabši, France Štelic, vitec na Korišču, ki je tudi že preminil, ne? France Štelic. In on je bil, pride na te duhovne vaje, v Bohinjsko Belo, takrat je bil Simon Fortuna tam, duhovnik. To vse normalno potekalo, ne štorka, malo peli, malo molili, malo ploskali, nič narobe. Potem pa zdaj tu mogoče, ne vem, če je povedal, če ne boste prvi slišali. En večer je bila pa molitev po obhajilu, malo so peli v jezikih, malo slavili Boga in on med tistim petjem je zapredel eno podobo. Podoba dveh fantkov, majhnih, 6-letnih, približno zdaj govorim. Oba sta bila oblečena v tiste dolge halice, več rozvane zdravili na sebi, enaka sta bila in sta se podajala žogo. In končalo in je šlo mimo. To je bilo vse. Dan je šlo mimo, on je pozabil že na to. Jaz sem približno 3-krat slišal pričevanje govoriti, zato tako bolj podrobno vem tudi, ne? Sam potem pa drugi dan, isto, pri Vanši, po obhajilu, to je bilo zaključen krog, 30 ljudi, zato je bilo tako na tak način, ne? Je on začel kar nekrat razlagati to podobo, kaj je videl. Samo tako, ko je začel razlagati, kaj je videl, on je hotel prvo samo povedati. Samo tako, ko je opisoval, tako je spoznalo tudi razlago. Kaj mu je Bog hotel s tem povedati? Razlaga je bila pa tako. Videl sem dva majhna otroka, revna otroka, ki sta si žogo podajali. Eden sem bil jaz. Eden je bil pa Jezus, ki mi je s tem povedal. Mama ti je umrla, sam si bil, reven si bil, mogel si se dosti krat izogibati, dosti krat si bil zaradi tega oskrbočen, jaz pa sem bil skozi s tabo. In je rekel, to je bilo tako močno, pa ne močno, tako silno, da se je mogel zaklop držati. Kaj naredi zdaj? Kam bi šel, da bi ne videl, jaz bi rekel, da je od veselja. To je bilo zdravljenje. Pole lepo čakal konc maršen, pole laufal čas in neko horul. Visoko nekaj horul in hrib in tam, ko je upal, da ga nobeden ne vidi, lahko da ga je videl, no ne vemo. In tam je začel narediti. Je rekel, pa skakati v zrak, pa se vrteti, pa valjati po tleh, pa vriskati. Pa tako skakati, da njava druge podelec skoče, jaz na Jezus, tako nekako. In poleg povedih, ne vem, koliko cajta norenja, to ga nisem vprašal, pa še počas gleda, da se zadihal dol v drugom. No, ta trenutek je bil njegovo ozdravljenje. Za ta trenutek lahko rečemo Bogu hvala za vse, kar se je pole naprej hodilo. Iz tega je on črpal. Ker potem sem šel dvakrat tudi jaz v to skupino prenove v duhu, ma to sem še bolj pod nujno, ker neki so me doma, mama in tata izsilili, ja, če ti to naredimo, bo šel z nami v skupino, pa dobro, one so tisto naredili, pole moraš šeti, ker sem rekel, da sem bil poštena baraba, besedo sem držal. In tako so dvakrat me bolj spravili, pa nič več. Pole vem, da so mi takrat fehtali, da bi igral tudi, ko je bil Tardih v Ljubljani, ker sem bil še aktivni muzikant, tudi sem obljubil, potem nisem hodil več. Potem, v čem se je zdaj zgodilo?
posiljivost je botrovala. Je razlagal o trditvi, kako ljudje ozdravljajo, kazal video posnetke. Ki je prišlo domov zmerami, nekaj novo zmerami, smo rekli spet po nekaj. Kaj toliko let nazaj bil vezi z Medžugorjem, tako naredil, ne, pa je malo nekaj. Pole pa šlo pa to pa ni nikoli ne. Do svojega srečanja z Bogom. Ne. In vem, da je prišel domov in je rekel, ti Pavel bo šel z mano v Paredemonial, tam so sami taki kot trdiv. Namislili, ne, se je zlagal. In ta laž, verjetno mu je šteta pozitivno, sigurno, ne. Zaradi te laži, ta laž je bila tudi ena majhna lista na trniku za mene, ne. Samo jaz ne bi bil jaz, če ne bi kontra rekel, bi šel, samo nimam pašaporta. Zdaj on ne bi on, če ne bi rekel, poznam enega dol na občini, a naredi lahko v eni uri. Pa to so bili železne čase, veste? Železne čase. Zdaj jaz spet ne bi bil jaz, če ne bi rekel, jaz se bi rad, ne bo ta pašaport, samo nimam slik. Zdaj starši so pa zmeraj naivno pošteni, pa tata tam zdravo, ki ne vedo, za kje se gre, da se jaz izogibam, čakaj, so se bilo lik pred dve sliki. Že vreme. In je že šel z avtom. Zdaj ne vem, drug dan, pa že te zdaj je prišel s pašaportom. In to je bila moja viza za Paredemonial, lahko rečemo moja viza za spreobrnjenje. Poleg leta pa tako, s Paredemoniala sem jaz prišel spreobrnjen. Na novo. Začutil se to. Samo opazil sem nekaj. Prideš na neko višino, ma ne višino, da si nad drugimi, na neko prijetnost, bližino Božjo. Ampak opazil sem nekaj, ko sem prišel s Paredemoniala, se je začel dogajati tisto z Medžugorjem. Ko sem prišel z Medžugorjem, pa voda menilo že drug dan, no tam pa že tretji dan. Je šel zmerno bolj dol. Pole prišla pa sobota, pa molitvena skupina Vrh. In ko sem šel Vrh, ko sem prišel z te skupine, je bil spet voda. Tako da pole rata to življenje med gor in dol. Oziroma med dol in bumho. In tako je šlo to naprej. In ta skupina me mene držala, lahko bi rekel, to, kar je pač Bog po Igorju naredil. Pole pa tisto zadnje, ko pravim, najbolj dolgočasni med dolgočasnimi. Enkrat se šel v Ljubljano in sem mu nesel neke reči, ki jih je mama dala, pojma ne vem več kaj, da njih dan, dobro sem nekaj šel, bom nesel njemu tam pole šel v Ljubljano, vidite, kaj tam naše popovdne. Igor pa, dobro, počakaj, tle boš do konc naša, nekaj, boš počakaj, ne moram jeti, ne počakaj, tle, ajde, moj stolica, tle pa zakresti, boš lepo molil, se veš, kaj fajn molit, ne moram laufati, maj, dol dela spodaj, no zadnji dela, zdaj nekaj eno pečenko, tako dobro, kot tebi, dobro, bom počakaj. In sem se rekel, spet bomo zdaj poslušati tisto pridro, na koncu bom, da ne spet v strahu, da bom vprašal, kaj je pridro. Sedim tam, začne pridha, eden, kaka pridha. Jo ponovim zdaj. Pa ta pridha je bila leta 1990. Tam nekje na sredini avgustu. Še zdaj se spomnim, da je govoril o svetom Hieronymu, kako se je kesal, kako se je tolkel s kamnom, odpusti mene na latinco. Kadar je končal pridhati, sem rekel, čakaj ena minuta, samo pridi. Sem povedal pa seveda, da ne bo minuta. Čakaj, to je bilo. Ne? Pole je Igor povedal, da je on isto čutil. Ne? On se je recimo bal ljudi. Veste to? Samo da se tako ne spomnite. Prej se je bal. Samo tega se boji ljudi, veste, že tako zakamuflira, da ne zgleda tako. Ne hodi na vedno, ko pa reče, se bojim ljudi. Bal se je zaradi tistih travm, ki je bil zaradi njega zdravljen. On je rekel v Kubatih, pa tudi v Trbušu, ko je bil, da je šel v cerkev, tako se je bal, da je zdaj kuhar Nežnarica povedala, da je šel v cerkev, ne vem, ali tako bilo, da je zelo po koraku, pa prišel noter, na pošti, povsod
trenutka naprej pa on ni več nobena strahu. In še druga stvar, to vem pa kasneje pravi. Če je kaj ratalo, da je zbolel, prej, zmeraj je pomislil, kako fajn, kaj mi ne bo treba priti. Od takrat naprej, enkrat je obtičal dol v Italiji, z avtokom so bili ena ekipa in svoje čase, veste, ko so vozili z golfi stari 10 let, ki si bo popodne trikrat popraviti dolino nazaj, ne? Je bilo normalno takrat, ne? No, enega golfa niso mogli več popraviti. In je rekel, da je edino, kar se je ustrašil, kar je bilo slabo, bo tukaj je pomislil, jutri ne bom mogel pridati. Kakva sprememba, ne? No, tako, ostalo pa poznata naprej. Njegovo življenje. A ne? Zanim pa več kaj govoriti. Brde so šlo mimo, točno na obalo. Poleg gre pa ustaleno naprej. Poleg je rado verjetno isto v njegovo življenje, kot je rado v mojem, kot je rado v vsem vašem življenju. Imaš dosti kot občutek, da je rado to življenje z Bogom. Zemlja je le solzna dolina, veste, kakorkoli jo obračaš, je solzna dolina. Pa če si najbolj trgovo, je še zmeraj solzna dolina, samo da te solze postavijo smiselne. To je tista prednost. Ne pa, da jih ni. Tu govori, da jih ni. Laže, bojo. Kdaj več, kdaj manj. Ne? Rada tudi tako s časom, ko ti živi z Bogom, da ti rada tisto nekako, imaš občutek, da je že malo vsakdanjik. Ampak, takrat zdaj so se spraševati, a imam še vero, kje je moja prvotna porečnost? Kar je narobe, tako mora biti. To je normalno življenje. Kot dva, ki se poročista. Ja, zdaj pošla ljubezen, ni šla, zdaj se začela. Tako mora biti. Je kam pa pridemo, da boste živeli dva isto, prvi, drugi, tretji dan, ko sta ne veš nikoga za 2 leta. Pa to, če je toplo poleti. Ne? In isto je v našem verskem življenju. Ne? Jaz znam, da čutam tako dosti krat, on je tudi jamor, da čute tako, vi verjete, tudi jamor, da kje je moja prvotna, ma ne, tako je prav. Samo ustrajte. Prav molitvena skupina in to z Bogom. In ne gre to naprej. Občutiš pa, za njega ne vem, kaj je to, jaz sem pa občutil, enkrat, ko sem bil že v bogoslovju, da je to življenje lepo, čeprav ga ne čutiš kot lepo. Pa veste, kako se čutiš, da je lepo? Če se malo odmakneš, da greš malo v stare grehe. In če ti Bog da eno milost, da jih vidiš te stare grehe, ne da spoštiš hodiča blizu sebe, da ti več čas še podaja, kako si srečen, dokler ni pride več. Greš malo stran od tega vera in se spomniš, kako lepo je bil pri tistemu veru. Se spomniš, kot izgubljen sin, ne? Koliko najemnikov ima kruha v izobilju, jaz pa ginem tle, kjer so mi vsi govorili, kako srečni, ne? Tako da enkrat je bilo v mojem življenju, naprav, da sem bil na začetku bogoslovja, en Mihelovink kraj, in sem spet spoznal, kako lepo je tam, in sem se hitro vrnil. Tako hitro ti je šlo. In isto je to bilo pri vseh naših življenjih. Ampak pravijo, da iz srca se pa vidi, kaj gre. Pri Igorju lahko reče samo to, kar sem slišal govoriti še naprej, prav pri pridih njegovih in to, da je tisto, kar je prijel takrat, ko mu je Jezus pokazal, da bi ostalo z njim, da je tisto nosil. Nosil do konca vsega, pa rečemo še dodatno plan